Ne vrag, le sosed bo mejak, pravimo v Stranki mladih Zelene Evrope. Izhajamo iz naše himne. Govorimo pa o arbitražnem sporazumu z Republiko Hrvaško. Ta sporazum jezi ljudi, jih deli na dva dela, predvsem zaradi enostranskih, posplošenih in napačnih interpretacij. Ta sporazum sem prebral večkrat in težko verjamem, da na podlagi vsega zapisanega, tu not, vseh zapisanih dejstev in varovalk, lahko arbitražno sodišče, ki ga določimo skupaj z sosednjo državo, odloči v škodo enega in korist drugega zelo enostransko. To, kar želijo prikazati nasprotniki arbitražnega sporazuma. Potem, če gremo naprej, kar po členih, da bo bolj konkretno, 2. člen sestava, kot sem že dejal, skupna. 3. člen, naloga arbitražnega sodišča. To je ta sporni člen, ki je naveden A, B in C odstavek. Ampak tukaj piše, arbitražno sodišče določi. Med drugim tudi stik Slovenije z odprtim morjem. Naprej imamo, da skupaj določimo vsebino spora. Če tega ne uspemo, sodišče uporabi predložene utemeljitve. Uporabljeno gradivo, spet ena od spornih zadev, večina se sklicuje na mednarodno pravo v točki A, 3. odstavka, seveda pa so potem navedena tudi pravičnost, načelo dobrih medsosedskih odnosov, poštene in pravične odločitve in seveda trajnega miru. 5. člen je pa tisti, ki je za mene in za Stranko mladih Zelene Evrope najbolj aktualen in relevanten, to pa je odločilni datum. V tem členu namreč piše, da kakršnokoli dejanje in akt po 25.6.91 ni merodajen in zato razsodišče ne more imeti neke prejudicirane moči. Postopek se potem nadaljuje tudi z pisanjem memoranduma. Vsaka stran ima namreč 12 mesecev časa, da napiše memorandum. To so bila glavna dejstva. Če gremo ob stran teh dejstev, naj še povem, da smo siti že 20-letnega kreganja o tej temi, 20-letnega vlačenja te teme na vsako soočenje ob volitvah in referendumih. To je vedno najbolj pomembna tema, ki čustveno deli ljudi, za njo se pa seveda skrivajo in nikoli ne pridejo na vrsto teme gospodarstvo, socialna pravičnost, vedno večje socialno razslojevanje, ekologija, zelo neposrečeno področje v Sloveniji, ki nikoli ne dobi prave pozornosti in seveda vse ostalo. Konec koncev pa so tisti politiki, ki želijo nasprotovati temu sporazumu, prav tisti, ki so vsa ta leta vodili glavne 3 resorje. Resor za notranje zadeve, zunanje zadeve in obrambo, pa seveda vsi bivši podpredsedniki in predsedniki vlad. Čudimo se, zakaj ljudje tega spora niso uspeli rešiti. Očitno je pač to stvar političnega prestiža, tudi na koncu že prestiža med pravniki in seveda tema, ki jo politiki na obeh stranih meje, ki so že 20 let na oblasti, izkoriščajo za to, da ljudi zaslepijo za tako čustveno temo, nikoli zadev ne rešijo in na tej temi jahajo še naprej. Upam in verjamem, da slovenski volivci ne bodo nasedli tokrat, da bodo šli na volitve oziroma referendum 6. junija in podprli ta sporazum. Žal nam je v Stranki mladih Zelene Evrope, da je do tega prišlo, da morajo ljudje na referendumu odločati o tako zapleteni stvari, kjer si niti stroka in niti politika niso enotni. Ampak politika si tako ali tako ne bo enotna še naslednjih 50 let, zato je prav, da se ta zadeva čim prej reši v rokah nekega mediatorja in mednarodnega arbitra. Zato podpiramo sporazum.